Pred nami so binkoštni prazniki, ko se spominjamo prihoda Svetega Duha in začetka cerkve. Jezus je opravil svoje poslanstvo na zemlji. Ostalo je veliko vprašanje, kako se bo nadaljevalo njegovo delo. Jezus je imel načrt. Učencem je dal obljubo. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel na vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji do skrajnih mej sveta. Jezus učencem obljubi, da bodo prejeli moč Svetega Duha. Tako kot je sin prišel in živel na zemlji, bo prišel Sveti Duh in prevzel njegovo mesto kot tolažnik, pomočnik, svetovalec, zastopnik, nekdo, ki bo prišel k učencem v podporo in pomoč. Pred binkoštnim dnem je Sveti Duh deloval skozi Jezusa, ki je izpolnjeval očetovo voljo. Po binkošti pa je Sveti Duh nadaljeval delo, s katero je dal učencem, ko so prejeli Svetega Duha. Na binkošti pa se spominjamo tudi začetka cerkve, prvih, ki so zverovali v Jezusa, se dali krstiti in tako postali prva cerkev. Dokler je cerkev na zemlji, je popolnoma odvisna od Svetega Duha. To je tako pomembno za cerkev. Prijetje Svetega Duha, za katerega Janez Krstnik pravi, krst v Svetem Duhu, birma, ni samo blagoslov po polaganju rok, to je mnogo več. V njem sam Bog v osebi Svetega Duha prihaja k nam in ostane v nas. Berimo Sveto pismo v tem binkoštnem času. Prva 3 poglavja apostolskih delih. Kako je deloval Sveti Duh in kaj od tega je pomembno tudi za nas danes. Naj bodo binkoštni prazniki to, kar morajo biti, delovanje Svetega Duha v našem življenju. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel na vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.